Kako pogosto se zgodi, da se ljudje usedejo na napačen avtobus? Ja, enkrat sem se, nisem bil zadovoljen, sem prišel na destinacijo svojo. Je bila pot malo več kot pol ure daljša. Vsakmu se je po mojem, ko se vozi z avtobusom. Mogoče tako, ker nisi pozoren, pa čakaš avtobus, pa se pol pripelje, pa misliš, da je tvoj, pa pol, ker greš gor, pa pol ugotoviš, ne vem, tako po parih postaj, da si se na napačnega usedel. A tokrat se vožnja z napačnim avtobusom ni končala le z nekaj dodatnimi postajami, ampak s klicem na pomoč. Ko sta dekleti ugotovili, da sta na napačnem avtobusu, sta voznika prosili, če bi lahko ustavil vsaj na tepanju, da se ne bi peljali do Ljubljane. Tega pa ni želel storiti, ampak je dejal, da bo ustavil le v primeru, če ga ustavi policija. Verjamem, da se ne sme ustaviti, ker so tudi drugi na avtobuse, in se mi zdi pač normalno to. Na celjskem območju so ga na ris ustavili policisti, ki so dekletoma priskočili na pomoč, da sta lahko zapustili avtobus. Bravo, lepo so se znajdle punce. Mislim, da je malo zloraba, ja. Vse se da preveriti, preden greš na avtobus. Pretiravanje po en stran, mislim, da kličeš policijo za to. Razlog, da voznik ni ustavil takoj, pa je tudi v pravilih linijskega prevoza. Zakon namreč določa, da se voznik ne sme ustavljati izven avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so določena z voznim redom.